Matic, živijo. Živijo. Dobrodošel na kavi. Ja. Si v redu? Hvala. Odlično. Zvita Feltna je v redu. Zvita Feltna je še vedno zvita. Smo zviti. No, namreč gre za band Zvita Feltna, ki je v zadnjem času, v zadnjih 2-3 letih, pravzaprav, smo dobila kavo. Ja. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Hvala. V zadnjih 2-3 letih pravzaprav se je Zvita Feltna je začela bolj teči. Točno tako. V bistvu sam nek prodor je, odkar smo začeli sodelovati s našim tekstopiscem Rokom Lunačkom. On je, mislim, da najbolj zaslužen za to, da smo šli nekam v druge vode. S prvim komadom, ko smo sodelovali z njim, ta v Dobrem starem Piranu, če si že slišal, ta je bil tak prvo sodelovanje z njim. Potem se je temu priključil še Džomla pri pesmi Edina. On je napisal glasbo za to pesem. In mislim, da lih Edina je bila tista, ki je bila zmagovalna kombinacija Džomla, Rok Lunaček za tekst in pa mi kot izvajalci. Ampak če gremo recimo nazaj, na Zvito Feltno, 2006 se je pravzaprav začelo dogajati, oziroma v to leto sodi začetek delovanja ansambla. So kar dolga doba, 13 let, to je kar že en staž. Da band obstane 13 let, je že časti vredno. Je pa tako, je kar zanimiva zgodba glede tega. V bistvu tistega leta se je v bistvu zbrala ena skupina, prijatelji, vsak je prinesel nek inštrument, neki so začeli igrati, to so v bistvu tisti prav sama zasnova tega ansambla takrat. Igralo se je več ali manj, oziroma samo narodne komade, harmonika. To je bil narodno-zabavni band. Točno tako. Takrat niti ne toliko kot band, ampak bolj kot neka, je prišel tisti, ki je imel čas, igrali so po osmicah, takrat mene še ni bilo v bistvu nobenega od nas. A to je zdaj čisto nova zasedba, v bistvu takrat so bili drugi? Takrat so bili drugi, sicer potem hitro, potem je prišel ta naš glavni pevc in harmonikaš Blaž Gec, je prišel že, mislim, da po enem letu ali po 2 letih. On je bratranec od tega samega ustanovitelja Zvita Feltna. Potem smo pa počasi, potem je prišel še Žan, kitarist, pa Teo se je pridružil, mislim, da 7 let nazaj, jaz pa z bobni 4 leta nazaj. In zdaj k temu fenomenalnemu imenu Zvita Feltna, zakaj Zvita Feltna, se to verjetno so vas vprašali že milijonkrat, zakaj ime. Primorci rečemo dišk, temu. Ja, Primorci dišk, ampak sam band oziroma skupina je iz Krasa in tam je pa Feltna. In v bistvu ta bratranec, ta ustanovitelj tega ansambla takrat je bil voznik relja in ta zasedba se je prvič sestala lih na zaključku sezone od relja. In so rekli, nekaj ime moramo dati, kaj bomo Zvita Feltna. Pri relju se večkrat zgodi Zvita Feltna. No, to ime je seveda tudi posebno in se verjetno tudi zaradi tega nekako ljudem si prej zapomniš, če je nenavadno ime, kot da bi bili recimo Veseli Krašovci, na pamet rečem. Seveda. Pa si tudi, če pogledamo sam svet, same imena bendov, si v bistvu ustvari bend s svojim delovanjem, svojo glasbo in to. Ker se tudi razni, Guns N' Roses, Rolling Stones, vsi imajo take, na prvi pogled, nenavadna imena, Belo dugme. Belo dugme, evo. Belgumb. Ja, Belgumb, ja. Ampak na koncu si svojim ustvarjanjem si v bistvu tudi zgradiš to imena. No, kot si rekel, na začetku je bila to narodno-zabavna skupina. Kdaj se je pol začel ta nekak? Ampak verjetno so na veselicah, na feštah igrali najbrž tudi zabavno glasbo, ali samo narodno? V bistvu to se je začelo, zdaj samo neko ustvarjanje svoje glasbe je 7 let nazaj se je začelo s tem in se je ustvarilo tako narodno-zabavno, kot tudi zabavno glasbo. Zdaj takrat je bilo še
po nekem principu, ko bi rekel, one-man banda, no. V bistvu so bile klaviature, ritem je bil s klaviatur, zraven še kitara in bas kitara, no. Bili one-man band, ampak ni bilo vse live, v živo, ko je zdaj, ne. Potem so hoteli neki iti naprej en korak in zato so me poklicali, Teo me je poklical, v bistvu prijatelj že iz otroških dni, in me je vprašal, če sem pripravljen sodelovati, da bi probali malo dati tudi te bobne noter. In zadeva funkcionirala in zdaj smo zmeraj bolj v te pop vode zašli, reggaeton, še vedno pa ne pozabimo na harmoniko. Ste band iz terena, ne? Oziroma ste najprej na terenu bili, ne najprej v studiu in potem šli na teren, ne? Se pravi, ste pretipali in potipali, kaj pravzaprav ljudje želijo in kaj danes slovenska publika ali pa publika, ki živi v Sloveniji, rabi, kaj zahteva, kaj je tisto, kar je ljudem všeč? Mislim, da je najbolj pomembno, oziroma kar ljudje govorijo same, ker dobimo neke feedbacke nazaj, ta energija na odru. Se pravi, po domače rečeno žur. Točno tako. Žur, da se naredi žur, da se ljudje imajo fajn, da so sproščeni, da se naplešejo, ki dobro spijejo, da se imajo fajn, ne, se podružijo. So malo drugačen koncept je kot neki drugi bendi, ki temeljijo dosti bolj na svoji glasbi in ni toliko poudarkov v temu, da naredi žur, ampak bolj poudarek v temu neki kvaliteti glasbe za poslušanje. Kaj misliš, da recimo takemu ansamblu ali pa izvajalcu potem nekako težje obstati ali pa se prebiti na sceno, ne? Se pravi, če delaš glasbo za koncerte, da ti narediš koncert, da je vstopnina za koncert, ne? In da izvajaš samo svojo glasbo, da potem ljudje težje nekako temu izvajalcu, ne? Prijeti na površje. Težko je prodreti, na površje. V bistvu dan danes je toliko izbire, toliko vseh bendov, ansamblov, tudi res zelo dobrih izvajalcev, ki ustvarjajo svojo glasbo, ampak če nisi neki na terenu aktiven, če se ne približaš ljudem, je zelo težko. In približaš se in lih s temi stvarmi, s takimi komadi, z žur komadi, ko v bistvu jih vsi poznajo. In tako potem lažje tudi neko svojo glasbo in daljšanje bojo lažje sprejeli. Ampak glej, 2006-2019, ne, tukaj je v bistvu kar 14 let, ne, pravzaprav, ne, dela, ne, in tudi prej ste, ali pa so že tvoji predhodniki v navednicah delali žur, zabavali ljudi, ne, pa vendar skupina ni prišla na površje. Kaj je zdaj tisto več? Kaj se je zgodilo v zadnjih 2-3 letih, da je Zvita Feltna nekako zlezla pod kožo ljudem? Mislim, da tukaj je zelo, zelo pomembna ta kilometrina in ta pot teh 13 let, ki smo jo, oziroma so jo pred mano prehodili. Preprosto se je začelo govoriti, dober glas pravijo, da seže v deveto vas, in dosti špilov smo dobili, predvsem privat špilov smo dobili prek priporočil, dosti porok, ohceti smo igrali. In tako mislim, da se je širil ta krog ljudi, ki nas pozna. In zdaj v zadnjih parih letih pa mislim, da lih to pretehtalo, ker smo udarili ven s tem reggaetonom, ki je v zadnji cajtu zelo popularen, na nek naš način, malo drugačen. Eni sicer nas obtožujejo, da smo malo balkanci ratali, malo balkansko muziko dali noter, ampak mislim, da ni toliko balkanska, ampak je slovenska glasba na tak malo drugačen način. No, zdaj, ko si že se dotaknil v bistvu tega Balkana, ne, je tako močen vpliv tega melosa tudi v Sloveniji, ne, da enostavno ljudje imajo ta melos v ušesih. In zdaj, če greš ti mimo tega melosa, ne, enostavno te niti ne slišijo, ker ne zaznajo, ker tega nekako ni v podzavesti. Imam prav, se strinjam? Ja, se strinjam. Dejstvo je, da v Sloveniji se posluša veliko balkanske glasbe. In marsikakšen slovenski izvajalec dan danes
tudi gre v te vode in začne delati besedila v hrvaščini. Mi smo imeli sicer, ker sodelujemo z Džomlo, on je Srb, je bilo nekaj govora, da bi v bistvu nek komad naredili v tej srbski izvedbi, hrvaški. Ampak potem smo v bistvu vsi med sabo, ko smo govorili, smo rekli, da ne, da bomo ostali zvesti slovenščini in da ne mislimo iti v te vode. Mislim, da je kar dobra poteza na to. In tudi mislim, da v prihodnje bomo kar ostali zvesti naši slovenščini. No, Matico, vsem tem bova spregovorila še po kavi, izvoli, popijeva malo kave in pol, greva naprej. Matic, če gremo še malo naprej z Vito Feltno. Zdaj smo pa danes, v bistvu v letu 2019 in zdaj je prišla z Vita Feltna, zdaj je spoznal slovenski prostor. Celoten slovenski prostor ali ste samo še na Primorskem, Gorenskem, do Ljubljane? Je še kar nekaj Slovenije, je še Štajerska, Prekmurje in tako, Dolenjska? Še vedno se prodiramo po celi Sloveniji. Najbolj smo res najbolj poslušani lih na Gorenskem. Mislim, da celo bolj kot na Primorskem. Gremo pa tudi po Štajerskem, po Notranjskem, Dolenjskem, Bela krajina. Tako da v bistvu po celi Sloveniji imamo že nastope. Mislim pa, da vselih za enkrat nas je najboljše sprejela proti gorenska družba. V bistvu ste Krašovci, ne? In zdaj Krašovci so trdi kleni ljudje, imajo trde korenine, ne glede na to, da je burja in tudi drevesa, tudi bori morajo biti dobro vraščeni, da jih ne posuje, bi rekli po domače, da jih ne urije, izvruje ali kakorkoli že. Na Krasu je bil vedno rok popularen. Krašovci so bili rockerji, ne? Je to še danes temu tako, ali se je zdaj to spet vse obrnilo in so začeli mladi poslušati tudi na Primorskem, ne? Celotna Primorska je bila rockerska zelo, ne? Se je zdaj to obrnilo? V bistvu se niti ni toliko obrnilo, no. Čeprav tam sam Kras, zdrava roka, je še vedno bila prisotna harmonika. Mislim, da tudi prej in še zmeram je. Medtem ko, da malo popravim, v bistvu mi smo kraški bend, ampak dva sta Krašovca, dva so pa Goričana. Aha. Recimo na Goriškem pa ta harmonika je skoraj da ni, no. Mislim, da ljudje sploh ne neki poslušajo. Kras vse jih malo bolj. Je pa predvsem Goriška, predvsem so rockerji, še zmeram. Ampak vseeno se mi zdi, da mladi so začeli poslušati, ker včasih je bilo to res strogo rockerska zadeva, ne? In mladega nisi niti s kakšno dalmatinsko, niti s kakšno ne vem kaj ga nisi obrnil, pa tudi z narodno zabavno, ne? Danes je pa to pri mladih drugače. Dosti bolj, ja. Zakaj misliš, da je prišlo do tega? Zakaj se je to tako spremenilo? Težko reči. Mislim, jaz sem od zmeram poslušal res vse zvrsti glasbe. Od nekih dalmatinskih do rock'n'rolla, rocka, tudi metala. Mislim, da ljudje so, ponudba je drugačna, no. Dosti je tega zabavne glasbe. Mislim, da predvsem mladina, ko hodi žurat po raznih in diskotekah in vse, so malo tudi to spremenili. Včasih, ko si šel v diskoteko, si vedel, kaj boš slišal, ne? Danes, kaj se predvaja v diskotekah? Več ali manj je komercijala v diskotekah. Ja. Pod komercijala je mišljeno kaj? Tej razni, ko bi se reklo, v bistvu, nekakšen komercijalen pop, tak za diskoteke bolj. Ni tisti, kot včasih, ki je bil ta štanc in razen techno in rave in to. To mislim, da precej pojenjano. Pa še eno vprašanje, Matic, ne?
blizu Krasa je Italija, ne? Kaj pa ta vpliv italijanske glasbe? Ga sploh ni, ne obstaja, mladi ne poslušajo, kot da je meja, kot da je železna zavesa, ne poznamo nič, ne, Slovenija sploh ne pozna italijanska, recimo, ki je odličen pop, ne? Tako kot ne poznamo avstrijske, ne poznamo mađarske glasbe, ne? To je res, res malo kdo, da posluša to italijansko glasbo. So ljudje, ampak ni neki splošno. Imate recimo repertoarje italijanske? Imamo velih, mislim, da tam 10 do 15 komadov, imamo tudi italijanskih. Imamo tudi vsako leto nekje 2-3 nastope v zamejstvu, čez mejo. To so naši ljudje. Seveda za zamejske Slovence, ja. In ti tam zahtevajo kakšno drugo neitalijansko glasbo, ne? Ja, točno tako. To so te zavestni Slovenci, ki še vedno spoštujejo slovensko glasbo in slovenski jezik. So zelo ponosni na ta slovenski jezik in ne odstopijo od tega in ravno zato iščejo neke pristne slovenske izvajalce, da pridejo tudi čez mejo, ne. Je pa res, da italijanska glasba ne toliko vpliva na samo slovensko glasbo, je res dosti bolj balkanska, ne. So pa recimo gor po Štajerskem in to je pa precej vpliv te avstrijske, razni šlagerji in to, kar pa tle na Primorskem ne pride do nas. Matic, kaj je tisto, kar je potem zdaj naredilo ta vaš, sem to v bistvu že vprašal, ampak kakorkoli že, en kontakt z nekom, z mediji, da so vas, nekdo te more dvigniti, ne, gor, da te ljudje potem tudi poiščejo posledično na YouTubeu, imate veliko ogledov na YouTubeu, Facebook deluje in tako naprej, ne, ampak vendarle nekaj se mora zgoditi, da ljudje kliknejo v bistvu potem na tebe, da pride do teh ogledov, ne, nekje te morajo, če te ne zaznajo, zdaj, da bi šel sam na YouTube Zvita Feltna gledati, najbrž ne, ja. Tako je, mi smo dosti zasluh predpisujemo lih tem veselicam, ker smo se približali ljudem. Mislim, da je pa velik vpliv naredil lih Rok Lunaček, ki nas je malo spravil malo bolj na površje, malo nas tudi predstavil tem medijem in ljudem okoli bolj vplivnim, ker se teh stvari tiče, da smo v bistvu malo bolj prodrli na samo sceno, da nas tudi ljudje širom Slovenije poznajo, pa da tudi na Facebooku nas poznajo in na YouTubeu in na Instagramu in povsod. Tako da, ja, je pa res zelo pomembno lih to, da na veselicah, da se približaš ljudem, da se imajo lepo, pa potem, ko bojo doma, bojo tudi napisali v YouTube pa pogledali. No, zdaj, če gremo konkretno na to veselico, na vaš nastop, ne? Kaj je tisti višek večera, ko je najbolj vroče, ko je najbolj, kaj rečejo ljudje, mi hočemo slišati, dobro, zdaj verjetno tudi vaše komade, ne, vaše pesmi, ki so postale popularne, ne? Lih najbolj zadnje cajte zažigajo lih naše pesmi. Ja. Predvsem ta Gin Tonic, ki smo ga v bistvu slaba 2 meseca nazaj izdali ven. Mi smo ga izdali ven na petek, v soboto so bile že glasbene želje, ljudje so že prepevali te pesmi. Sami smo bili zelo presenečeni. Imeli smo sicer neke upe, da bo to nek hit oziroma uspešnica, nismo pa pričakovali takega odziva tako hitro. In še danes in Edina in Gin Tonic, Kraljica, Zate, to so, mislim, da so ljudem res prišli do živega te pesmi in tudi ko mi utihnemo med komadom, to je cel šotor zabobni in prvič, ko sem to doživel takrat 2 leti nazaj po Edini, ko smo izdali Edino, ko se je malo prijela Edina, je bil res tak občutek, ponosen občutek. Dober občutek. Res, ker v bistvu ljudje, cel šotor, 2000 ljudi začne na glas prepevati refren tvoje pesmi, takrat veš, da se dogaja, da je to to. Zaradi tebe, ja.
Kaj pa festivali? Imamo v Sloveniji kar nekaj festivalov, ne, ki se jim po mojem mnenju ne daje prevelike pozornosti, ali pa ti festivali ne sproducirajo novih pesmi, novih uspešnic, Melodije morja in sonca, Slovenska popevka, Ema in ne vem kaj. Vas to zanima? Tudi glede tega smo se pogovarjali že v bendu, ja. Ampak zaenkrat ne neki silimo v te vode. Je zanimivo, spremljamo te zadeve in Melodija morja in sonca in tudi te razne narodno-zabavne festivale, Števarjan, pa ne vem, Slovenske popevke. Vse te stvari so nekako spremljamo, ampak da bi se neki prijavili na to, pa... Niste še bili na nobenem festivalu? Ne. Nismo. Bomo videli, kaj bo v prihodnosti. Mogoče nas kdaj zanese kam. No, če se ne motim, ste izdali eno zgoščenko, ali ne? Ja. Je bila izdana ob 10-letnici nastanka te glasbene skupine, Zvito Feltne. Zgoščenka Na zdravje prijatelji. Tam je zbranih 10 pesmi, naših avtorskih. V bistvu so večinoma vse pesmi so popolnoma avtorske od našega benda. So podpisani pod njimi Teo, Žan in Blaž. Tako da v bistvu tudi sami ustvarjamo svojo glasbo. Teo in Blaž sta še vedno zelo aktivna in sodelujeta tudi danes pri sodelovanju, pri nastajanju novih naših pesmi. Se pa zdaj obeta tudi nova plošča, no. Imamo v planu zdaj kar nekaj pesmi že zbranih novih, nekaj še je v nastanku, nekaj je že pripravljeno za decembra. CD pa predvidoma bo prišel enkrat sredi naslednjega leta. Nekaj je zgoščenka še aktualna, ljudje še kupujejo, še grejo po zgoščenko, ali je to samo pač, da imaš zgoščenko, da je neko lastno ali pa svoje zadoščenje? Mislim, da danes se te zgoščenke malo tonejo v pozabo. Ljudje jih vzamejo bolj kot nek suvenir, bolj kot nek spomin, kot neko stvar, da imajo od tebe. Ni več toliko, kot je bilo pred leti, ko si zbiral te CD-je pa jih vrtel in v avto in to. Zdaj je doba USB ključkov in YouTubea in vsega. Vse se dobi na internetu. Matic, hvala, ker si prišel na kavo. Ja. Bodi lepo in srečno tebi in tvojemu bendu. Hvala. Nasvidenje.